Spoštovane gledalke in gledalci mojega podcasta Moč besede, dobrodošli. Času primerno, težavam primerno, danes razprava o romski problematiki. Zdi se mi prav, da spregovorimo ne samo o gašenju posledic, ampak tudi o iskanju vzrokov. Tri eminentne sogovornike imam, gospa Nataša Horvat, romska svetnica v Lendavi, delate tudi kot romska aktivatorka na Ljudski univerzi v Lendavi. Potem je z menoj gospa Rahela Hojnik-Kelenc, direktorica Ljudske univerze Lendava, strokovnjakinja za izobraževanje in socialno vključevanje Romov. In seveda gospod Franci Kek, nekdanji svetovalec za romsko problematiko na mestni občini Novo mesto, tudi nekdanji politik. Najlepša hvala vsem trem, ker ste se odzvali mojemu povabilu. Pa bom, gospa Rahela Kelenc, najprej začela z vami. Že v svojem govoru sem poudarila, kako me je razveselil ta vaš zapis, in v zapisu na Facebooku ste poudarili, da Romi v Prekmurju in na Dolenjskem niso nič drugačni. Razlika je le v tem, da jih skupnost v Prekmurju bolje sprejema. Zakaj menite, da je v Prekmurju tako zelo drugače kot na Dolenjskem? Tako kot sem že v zapisu napisala, pri nas se je proces integracije začel nekje na začetku 60. let. Če pogledamo, so takrat na Pušči v Murski Soboti že izgradili vrtec. Torej je nekako bilo uvideno, da Romi potrebujejo, če želimo, da bodo enakovredno lahko participirali v družbi, potrebujejo tudi integracijo in vključevanje v širšo družbeno skupnost. Problem je predvsem bil v tem, da je tudi pri nas bilo pred tem podobno, ampak če pogledamo zgodovinsko, v Lendavi imamo prvi zapis rojenega otroka, kjer je pisalo takrat Uj Polgar, kar je pomenilo, ker je Marija Terezija prepovedala pisati v matične knjige, da so bili cigojner oziroma cigani, 1729. Tedaj Romi niso živeli v naseljih, ampak so jih najemali kmetje, da so delali na njihovih posestih. Marija Terezija je pa zahtevala, da potem kmet ponudi Romu tudi možnost bivanja in vzdrževanja njegove družine. Torej, integracija je pri nas, bom rekla, nekako se začela že dolgo nazaj. Seveda je res, da takrat niso obiskovali šol, ampak na našem prostoru so Romi prisotni, zagotovo bili že mnogo prej. Imeli smo pa srečo, oziroma bom rekla, Prekmurje je imelo po eni strani srečo, tudi zaradi tega, ker je vedno bilo na prepihu. Enkrat smo bili pod Avstro-Ogrsko oziroma pod Ogrsko, enkrat smo bili pač pod Slovenijo oziroma kraljevino SHS, enkrat smo pa se odločili, da bomo kar svoja republika, ne. Je bilo najboljše. Če vas prav razumem, gospa Kelenc, čas je potreben. Čas je potreben. In to ne malo časa, ne. To je tek na dolge proge. To je tek na zelo dolge proge. Zdaj, gospa Nataša Horvat, kot predstavnica romske skupnosti verjetno čutite v sebi neko bolečino v teh dneh. Verjetno vam ni lahko, zavedate se problemov, ki jih romska skupnost v Sloveniji povzroča. Zdaj, vzroke vi verjetno vidite drugače, kot jih vidimo mi, ampak vendarle, kako vi kot predstavnica romske skupnosti vidite trenutno stanje med Romi v Sloveniji? Kaj se je že izboljšalo? Pa dajva na neko pozitivno noto obrniti, ne, da ne bo vse črno, ker dejansko ni vse črno. Kaj vse se je že izboljšalo? Seveda prihajate iz Prekmurja, kjer je situacija bistveno drugačna od Dolenjske, ampak verjetno spremljate tudi to, kar se na Dolenjskem dogaja. Vaš pogled na situacijo v teh časih. Zagotovo trenutna situacija ne vpliva dobro na celotno romsko skupnost v naši državi, ampak če se osredotočim na tisto, kar se je pri nas spremenilo v zadnjih 20 letih in kje so bili tisti pomembni koraki za izboljšanje situacije in razvoja romske skupnosti v Prekmurju, tudi v naši občini Lendava, iz katere prihajam, je najbolj pomembno vključevanje Romov v širšo družbeno skupnost. S tem tudi dvig izobrazbene strukture,
ker sami vemo, da če je Rom izobražen, bo lahko tudi normalno konkuriral na trgu dela, bo zaposlen in bo čisto drugače gledal na življenje, na skupnost in na vse ostale stvari. Tako da mislim, da nas kljub temu, da se je dosti vsega spremenilo in izboljšalo, čaka še veliko dela. Kje je problem, recimo, da je trenutna situacija na Dolenjskem taka, jaz mislim, da v sistemu. Predolgo se je čakalo in jaz sem aktivna na tem področju že več kot 20 let in mi se še danes pogovarjamo o istih težavah, kot smo se pred 20 leti. Ne predstavljam si življenja v romskem naselju, da ne bi imeli dostopa do pitne vode. Mislim, da je osnova je najprej ureditev bivanjskih razmer, potem pa vse ostalo. Ker to je prvi korak, če želimo, da se Romi normalno vključujejo v družbo. A se vi, Romi iz Prekmurja in Dolenjske, kaj pogovarjate med seboj? Imate kakšne stike z romskimi ženskami, ženami, deklicami, materami? Se prelivajo te izkušnje med vami ali je med vami nek previsok zid? Zdaj na teh srečanjih, ko imamo ta različna politična srečanja, ja. Osebno poznam Natašo Brajdič, ki je policistka. Njena mama je iz našega naselja, iz romskega naselja Dolga vas. Drugače pa nekih večjih stikov nimam za temi ženskami. Pa bi bilo dobro, ne? Če bi mislim, da bi bilo prav, ker jaz mislim, da prav ta izmenjava pozitivnih praks bi lahko zelo veliko vplivala na spremembe tudi pri njih, ker sami vemo, da so ženske res kot steber v romskih družinah. Mislim, da so ženske tiste, ki imajo največjo moč. Tudi ne zaradi samo v tega, romskih družinah, saj smo tudi drugi steber. Ne? Na ženskah svet stoji, marsikdaj. Zato se tudi jaz tako zelo veliko pogovarjam z romskimi ženskami. Gospod Franci Kek, kar precej časa ste se ukvarjali z romsko problematiko, oglašate se v javnosti, poskušate odpirati tiste prave teme in postaviti žebljico na glavico. Kje se je na Dolenjskem zalomilo? Vaš pogled, kje ste lahko kritični, kje lahko nenazadnje pohvalite? Ja. Zdaj že gospe so povedali, zakaj Romi danes so drugačni v Prekmurju ali pa pri nas. Zaradi dolgoletne integracije. Romi v Prekmurju so prišli pred 100-200 leti, vrtec je bil pred 60 leti. Tudi tu ni zanemarljivo, da je Avstrija blizu, pa so in imajo drugačen odnos do dela kot pri nas. Delal sem za občino od letih 2016 do 2018 in mislim, da je situacija vedno slabša. Takrat nam je uspelo pripeljati vodo in elektriko v romsko naselje Žabjak, ampak to ni dosti, ne. Treba še kaj drugega narediti. Bistveno je seveda tudi, da otroci hodijo v šolo. Tle izvira, iz tega vse izvira, ne. Se pravi, treba vzpostaviti sistem, da se bo ljudem splačalo delati, da bodo lažje dobili zaposlitve, morajo hoditi v šolo. Da bodo pa v šolo hodili, pa tudi treba nekaj narediti. Razen tega, da je treba jih že upolnomočiti, da bojo znali jezik pred prvim razredom. Se pravi, prej je bilo tako, da vrtec, če otrok ni šel v vrtec, je družina dobila nek denar, ne. Se pravi, jasno, da ne bo šel, ne, če dobi denar za to, ne. Se pravi, obvezno uvajanje v šolo, tam so zelo pomembni romski pomočniki, ki so zaenkrat niso sistemsko umeščeni, bi morali biti, zdaj pridejo tja prek razpisov, niso tukaj kvalitetni, kot bi lahko bili, če bi imeli status, kot ga imajo socialni delavci. In ti romski pomočniki bi morali seveda delovati tudi v naselju. Gospa Kelenc, v nagovoru na izredni seji sem posebej izpostavila dobre prakse Ljudske univerze Lendava. Zdaj, projekti v vaši regiji uspevajo. Eni bolj, eni manj, verjetno ne, ampak kateri so pa tisti projekti, ki jih vi kot strokovnjakinja za to tematiko lahko predlagate v uporabo tudi na Dolenjskem? Tudi na Dolenjskem se izvajajo v bistvu enaki projekti, le da sedaj se ne izvaja projekt socialne aktivacije plus sklopa 3, ki je sofinanciran iz programa ESS in sredstev Ministrstva za delo, družino, dom in socialne zadeve in enake možnosti. Vendar je pri nas, jaz
kolikor sem sedaj naredila analize, izjemno ključnega pomena bil projekt Večnamenski romski centri, ki je bil financiran v prejšnji perspektivi in je sedaj v tej. Jaz sem takrat vedela, zakaj pišem projekt in kaj morajo biti cilji projekta. In mi smo bili edina organizacija na koncu, tam je sicer bila, v projektni dokumentaciji bilo zapisano, da se naj v VNRC-ju zaposli pripadnik romske skupnosti. Mi pa smo bili edini, ki smo to zahtevo uresničili. Torej, pomembno je, in tako je Nataša potem tudi k nam prišla, je bila prva zaposlena pripadnica romske skupnosti na Ljudski univerzi. Jaz sem vedno rekla, jaz lahko prihajam v romsko naselje in izvajam delavnice, vendar mora biti nekdo iz tega naselja, ki mu ljudje zaupajo, ki je posrednik med organizacijo in med romsko skupnostjo. Ker jaz lahko zaman tam čakam ljudi, če ni nje in ne moremo izvesti nobene aktivnosti, kar tudi drugi Romi takrat ne pridejo, tako da takrat se je začelo. Moj prvi cilj pa je bil razložiti staršem, zakaj otroci morajo obiskovati šolo in zakaj morajo šolanje po osnovni šoli nadaljevati. In te deklice, ki so takrat bile v okviru VNRC-ja na različnih delavnicah in njihovi starši, predvsem matere, so danes moje sodelavke. Tako da se vsak krog, vsak krog se mora skleniti. Vsak projekt mora imeti cilj, ampak ta cilj mora imeti vodja projekta. Gospa Horvat, kako pomembna je ta vez, ki jo izpostavlja gospa Kelenc? Vas vidijo kot nekakšen most med romsko skupnostjo in ostalim prebivalstvom. Verjetno naloga ni lahka, ali se motim? Mislim, da je to zelo zahtevna naloga, ker najprej je treba Romom razložiti, kaj pomeni funkcija predstavnika romske skupnosti v samem občinskem svetu, da moje naloge niso, da bom jaz takoj na vsak klic se odzvala v naselju, ampak to delam zato, ker si želim sprememb. In name se obračajo vsi. Jaz sem prva oseba, ko se gre za romsko skupnost ali karkoli je potrebno v romskem naselju, na koga se lahko te institucije obrnejo. In nikoli mi ni bil problem priskočiti na pomoč ali svetovati ali pomagati tudi do družin in jim razložiti stvari, tako da to je zelo pomembno. Jaz mislim, da je ključ v uspehu tudi v tem sodelovanju in če ne bomo sodelovali skupaj, jaz mislim, da nekih vidnih rezultatov ne bo. Gospa Kelenc, kako v svoje programe vključujete mlade Rome in Romkinje, da pridobijo samozavest, znanje, občutek pripadnosti skupnosti? Gospa Horvat seveda lahko veliko pomaga, ampak vseeno v ozadju verjetno je neka cela strategija opredeljena s cilji. A je težko, če zastavim vprašanje drugače, pridobiti mlade za delo v skupnosti, ozaveščanje, kako pomembno je delo v skupnosti? Včasih ja, vendar jaz vidim bistvo v tem, da mi imamo sedaj že tako razvejano mrežo. Lahko rečem, da smo imeli po eni strani veliko srečo, ker imamo prva diplomantka romska, oziroma ona ima strokovni magisterij iz pedagogike in sociologije, je začela praktično pri nas opravljati študentsko delo. In je bila tisti res mlada, ki je bila vzor vsem drugim mladim Rominjam. In tudi to, da je izjemno rada potovala, programi Erasmus marsikaj omogočajo, da je izjemno rada potovala, da se je vedno zavzela za mlade Rome, čeprav je rekla na začetku, da ne bo delala z romsko skupnostjo, da ima drugačne ambicije, je izjemno dobra na tem področju. Tudi zagotavlja nek
ko varnost mladim dekletom. Nataša jim je bolj kot mama, one pa potrebujejo tudi prijateljico. Tako da mi izkoriščamo vse, oziroma bom rekla, uporabimo vse možnosti. V okviru projekta H2O, za katerega smo tudi dobili nagrado EIT-a, se pravi za inovativna učna okolja na ravni Evropske unije, smo naredili Learning, Teaching, Training, se pravi aktivnost v Grčiji za 40 mladih Romov iz 8 evropskih držav. Seveda smo šli iz vsake organizacije, tudi z njimi tisti, ki govorimo angleško, če bi bila kje kakšna jezikovna ovira. Bilo jih je zelo malo, ampak meni se zdi to pomembno, da jim pokažemo, da lahko s takšnimi možnostmi tudi oni ne učiš se samo v formalnem okolju. Ogromno izkušenj si lahko pridobijo prav tukaj. Ravno naslednji teden greva z Natašo z 10 pripadniki romske skupnosti v Kragujevac tudi na učno mobilnost v okviru Erasmus akreditacije. Tako da delamo na tem, da si na različnih področjih pridobivajo različne izkušnje, da spoznavajo tudi romske skupnosti izven Slovenije, da navezujejo stike. Gospod Kek, kako pa je s tem na Dolenjskem? Zdaj so ne take pozitivne, lepe zgodbe. Gospa Kelenc govori o vzornikih, recimo jim romski ambasadori. Na Dolenjskem... In prav ti ljudje so največ vredni. Take ljudje je treba negovati, narediti za njih, kar se le da, ker oni so vzor tej mladini, ki je zdaj stara 10-15 let, in namesto da ima vzornike une, ki jih vidi na tabelci, ki imajo veliko orožja, pa ki bo na hitro brez dela do česa pridejo, moramo priti do situacije, da bo čim več takih ljudi, ki bodo šli v šolo in ki se jim bo splačalo delati. Zdaj se jim ne splača delati. Človek, ki gre delati na komunalo, pride v naselje po 8 urah dela, tam ga en pa čaka, koga je bilo, si bil priden, za koliko denarja delaš? Tam pa Nobel BMW je tam za hišo parkiranega. Te stvari niso v redu in jih je treba poštimati. In kdo prav, kaznovalna politika ne bo rešila. Sama gotov ne. Jo pa moramo imeti. Ker tudi ko človek, naprimer v Avstriji, ko otrok 3 dni neupravičeno, več kot 3 dni neupravičeno manjka v osnovni šoli, za 4. dan je okrog 400 evrov kazni. In zdaj bo kdo rekel, od kje ćemo pa vzeti, vsi so na sociale pa ne smemo. Nekdo, ki je na minimalcu, mora vse plačati. Nekdo, ki je na sociali, pa nič. Gotov pa je treba paziti, da ne bo lačen, pa da bomo denar za vodo plačati, pa za elektriko. Ampak to mu pa lahko plača nekdo, ki je na centru za socialno delo. Se pravi, da ta dobi namesto v denarju, v funkcionali, v materialnih dobrinah, bo pa gotov treba... Skratka, te ukrepe vlade podpirate, če vas prav razumem, tudi jaz sem jih podprla. Jaz sem edino skeptična pri tisti najhujši represiji na koncu, policijski. Ta je res zadnja stvar. Pa gospod Kek, kako Romi gledajo na represijo? Ko sem se pogovarjala z občani Novega mesta, so mi rekli, pa Romi se ničesar ne bojijo. A smo tudi tu malce zavozili, ker glavni argument, ki ga največkrat slišim, do nas odreagirajo hitro, k Romom si ne upajo. A smo res prišli v to fazo? Zdaj, kakor kdo, imaš Rome, ki hočejo živeti tako življenje, kjer je vključena tudi služba in šola, oni si želijo, da policaj pride, pa on ga kaznuje, ker nič ne dela, pa dela nered tam po naselju. Policija se pa tudi želi zaščititi, da ne bo kaj prekoračila, ker hitro je lahko kaj narobe, zato počaka, čeprav bi že po sedanjih pravilih lahko šli posredovati, ampak ker rajš počakajo še odločbo tožilstva ali česa že, preiskovalnega sodnika, da so pokriti, da ne bo kaj narobe naredil. Se pravi... Kako vi gledate na to največjo bolečino, bom rekla, civilnega prebivalstva na Dolenjskem, ki jih najbolj boli to, da pred zakonom niso vsi enaki? Kaj pravzaprav lahko tu sploh še država stori? V bistvu smo vsi enaki, vendar tisti pa ne, ki jih ne moreš kaznovati, ki jim ni treba plačati. Vse so zakoni za vse enaki. Treba sem narediti, da bo tudi tisti moral odgovarjati za svoje dejanja.
Ko boš prvič naredil prekršek, boš plačal 100 evrov. In to od socialne. Da se ti ne nabere, zanj še en rekel, v Kočevju je eden, ki ima 90 tavžet neplačanih zadev. Ne? Ja. V tom kamor ne pele. Ne? Se Ampak pravi, ta takojšnje ta jezik ukrepanje. razumejo Romi na Dolenjskem. Kako? Ta jezik Romi na Dolenjskem razumejo. Ja, Če tako je ne treba. ubogaš, plačaš. Tako je treba ukrepati. Ne? In kakšen pravi, ja, pa pol ne bomo za ne vem kaj, pa bo kriminal. Bo imel. Sej tudi pri socialnih transferih gre do ene mere Se ne in vzame do ene vse, mere ja. se daje v tem, ker res rab in vodo in kruh za otroke in hrano in vse. Zdaj, vse to, kar se dogaja v zadnjih tednih, gospa Horvat, ne, že tako in tako je predsodkov proti Romom zelo veliko. Stigmatizacija je ogromna. To je zelo, zelo prisotno v slovenski družbi, tudi tam, kjer Romi ne živijo. Ne. Zdaj, če pogledam Ljubljano, ko se pogovarjam z ljudmi, marsikdaj ne slišim prijaznih besed za moja ušesa. A ne. Zakaj je te stereotipe tako zelo težko razbijati? Ali če vprašam drugače, ali ste delno odgovorni za to tudi sami Romi? Zdaj govorimo o celi Sloveniji, ne? Razlike med Prekmurjem in Dolenjsko vsi vemo, da obstajajo, ampak kaj lahko recimo romska skupnost sama naredi, da nam bo vsem skupaj bolje? Jaz mislim, da je diskriminacija še vedno zelo veliko, ampak to zaradi tega, ker se to prenaša iz generacije v generacijo. Vsaj, če pogledamo nazaj 30 let, vedno so strašili nekako večinsko prebivalstvo, bodo prišli cigani pa te bodo odnesli. Ne? In to je ostalo v glavah določenih ljudi. Mislim pa, da je največji problem v tem, da velikokrat imajo veliko slabega o Romih zapovedati tisti, ki nikoli stika niso imeli z njimi. Ja. In mislim, da jim je treba približati tako življenje Romov kot kulturo in takrat bodo videli, da zadeve niso take. Ker nekdo, če nekoga ne pozna, že v svoji glavi ima neko sliko in to najslabšo sliko, ko pa pridejo v stik s romsko skupnostjo, potem je pa zadeva čisto drugačna. Jaz recimo hodim veliko okrog in veliko ljudi nas je že obiskalo. In pred kratkim sem bila na enem dogodku, kjer so bili na rojstnem dnevu ljudje iz Domžal, Ljubljane, mogoče nas je bilo 7 Romov samo prisotni. In oni so dobesedno občudovali to našo gostoljubje, obnašanje, sprejem. Naslednji dan so še k meni domov na kavo prišli in se rekla, to so zadeve, ki bi se morale objavljati in pisati o tem. Pogosto so pa tudi mediji veliko krivi za to, ker zahapsajo samo tiste negativne stvari in o tem pišejo, žal pa pozabljajo na veliko pozitivnih zgodb, ki se najdejo v naši skupnosti. Kako se znotraj skupnosti spopadate s kriminalom, s temi negativci, ki so v vsaki družbeni skupini? Tudi to velikokrat poudarjam. To je Gaussova krivulja dela svoje. Tudi med Slovenci imamo kriminalce. In seveda zdaj posplošiti negativce na celotno skupnost je izjemno nekorektno. Kako se vi spopadate s tistimi, ki pravzaprav v vaši skupnosti delajo škodo? Je tam nemoč ali vendarle ima kdo moč, da reče kakšno besedo proti tem? Jaz kot predstavnica že sama vem, kje lahko posredujem in kje lahko opozorim na težave, če pride do teh težav. Lahko smo srečni, da pri nas tega ni veliko. Če pa pride do tega, prepustim zadevo, da pristojni organi urejajo te stvari, ker ne bi se rada vpletala. Na koncu koncev jaz živim v naselju in sami vemo, da so to zelo občutljive zadeve, ker ko pride do nekega navzkrižja za zakonodajo, ne moreš niti s prstom kazati na nikogar, ker ne veš, dokler se preiskava ne zaključi. Tudi v tem primeru na Dolenjskem, vse na koncu koncev ne vemo, kaj se je točno dogajalo in takrat, ko se bo preiskava zaključila, se bo vedelo, kaj je dejansko bilo na tistem kraju. Ne. Tako da ni enostavno. Jaz kot predstavnica vedno pazim, vedno sem nekje vmes. Ne ali ste podpiram. včasih tudi med dvema ognjema? Velikokrat. Sem tudi taka, da če vidim, da je kaj narobe, stopim do njih. Recimo pred kratkim sem imela z njimi sestanek, ko so se objavljale določene stvari na socialnih omrežjih
jih opozorila in sem rekla, lepo vas prosim, pazite, zadeva je občutljiva, stvari so tako daleč ekskalirale, da tudi če greste kam, vas bo kdo narobe pogledal, ni treba takoj skočiti ali pa kontra, ker zdaj je stanje tako napeto, da je dovolj, da Rom ne Roma pogleda narobe in je že ogenj ali pa obratno, tako da jih pozivam, da naj oni tudi bodo malo bolj potrpežljivi. Prosim, počnite to še naprej. Gospa Kelenc, zaposlovanje Romov je verjetno en velik izziv. Kako bi po vašem mnenju lahko izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in delodajalci na nek način bolj učinkovito skupaj sodelovali pri zaposlovanju Romov? V bistvu, ko ti prehodiš prvih 15 let poti vključevanja in se ukvarjaš s tem, bom rekla, z romsko tematiko, na dnevni ravni ugotoviš, da zadeva sploh ni tako nemogoča, da je vse skupaj zelo enostavno. Si ti tisto kolo, ki nekako vleče celotno skupnost na področju pridobivanja znanja in ustrezne izobrazbene ravni. Jaz govorim sedaj kot o Ljudski univerzi, kot organizaciji. In ena organizacija mora prevzeti odgovornost, da zaposli prvega Roma, drugega. Je pa zagotovo v okoljih, kjer prebiva romska skupnost, potrebno k temu zelo smotrno pristopiti in spodbujati tudi druge, najprej javne organizacije, da v organizacijah, ki jih obiskujejo tudi Romi, v vsaki organizaciji imajo zaposlenega vsaj enega Roma. In na tak način, če se recimo tudi na Centru za socialno delo, na Zavodu za zaposlovanje, osnovnih šolah, srednjih šolah, zaposli po eden, bo kmalu dosti lažje. In tudi drugi bodo videli, da je možno, ko govorimo o Romih, da se je možno zaposliti, če si ti pridobiš neko stopnjo izobrazbe, če narediš nacionalno poklicno kvalifikacijo, romski pomočnik ali romski aktivator. Vse je možno, ampak potrebno je zelo smotrno in z vizijo tudi k temu pristopiti. Kolikšna pa je zaposlenost Romov v Prekmurju? Mi lahko govorimo za naše naselje, kjer se iz leta v leto dviguje stopnja zaposlenosti. V glavnem, večinoma so zaposlene ženske v Sloveniji, medtem ko tisti moški, ki so v tujini, v Avstriji, Nemčiji, v Švici. Meni je zelo, najtoplo bilo pri srcu, ko sem delala raziskavo in sem vprašala enega Roma, ki je hodil leta 2007-2008, mislim, da v posebni program za etnično skupino Romov, ki smo ga skupaj s kolegico iz Murske Sobote takrat oblikovali in smo ga izvajali preko Zavoda za zaposlovanje in ni imel zaključene osnovne šole. In sedaj, ko sem delala raziskavo, sem mu rekla, Stevo, kaj pa je tvoj cilj v življenju še? On se je kmalu po tistem v Nemčiji zaposlil in kaj je rekel? Ja, zdaj pa bi mogoče počasi bil čas, da začnem razmišljati o penziji. Ko Rom reče, da da razmišlja o tem, da bo šel v penzijo, to je napredek zame. In zame je napredek, ko pride ženska stara 54 let v program socialne aktivacije in reče, da bi se sedaj v teh letih rada naučila napisati ime in priimek, ker jo je sram, da se ne ve podpisati. To so takšni drobni koraki, ampak iz teh drobnih korakov rastejo veliki. In to je samo delček mozaika. Je pa res, da pa mora biti nekdo pripravljen to delati. Zelo težko je zagristi v kislo jabolko, ne? In to je zelo kislo. Gospod Kek, zaposlovanje Romov na Dolenjskem, pa še marsikaj drugega. Brala sem vašo kolumno z lanskega leta, tam ste nanizali precej enih pomembnih ugotovitev in seveda tudi ocen o tem, da je na vseh področjih ste zapisali bistveno takojšnje ukrepanje, da se zdravemu človeku mora splačati delati, da je v naseljih, kjer so razmere najslabše, rodnost največja, kar ugotavlja v svojem poročilu tudi zagovornik. Zelo pomembna je tudi prostorska ureditev naselij, za katero vemo, da ni urejena.
In govorili ste o nestrpnosti, ne, da je treba, da marsikdaj slišite, zapisali ste, da je treba zadeve reševati z mitraljezom. Take besede mene, moram reči, izjemno zabolijo. Ali še ena izjava, da se jih naj odpelje v Kočevski Rog, naj medvedi opravijo svoje. Brutalno iskreni ste bili, ne, kako pravzaprav je. Zaposlovanje, stereotipi, stigmatizacija Romov na Dolenjskem. Vse te besede so še vedno zelo prisotne, morda še bolj, ker so razmere slabše, kot so bile, in me bolijo, ko slišim, da nekdo, ki mu rečemo civil, reče, da je treba koga ustreliti. Ali pa zdaj so že kar bencin iskali, kje bo bencin najdel, da bo šli požgati barake pa take. To me res boli, ker to res dela situacijo še slabšo, ob tej, da se dejansko po tem sistemu, ko imajo izobrazbo, kakršno imajo, jim ne splača delati. Kot sem že prej rekel, ne splača se jim delati in vsak, ki gre delati, je znotraj, govorimo o naših razmerah tam dol, je znotraj naselja deležen podsmeha. Ja. In zaposlovanje Romov je bistveno slabše na Dolenjskem kot v Prekmurju. Mislim, da jih je 3% zaposlenih. Samo. Ja. Stigmatizacija Romov, stereotipi. Ja. Kako proti temu na Dolenjskem je zdaj verjetno še huje? Jaz mislim, da ti ukrepi, ki bodo šli zdaj v obravnavo, ne, mislim, da je smer prava, pa če treba ugotoviti, a je vse v skladu z ustavo, da ne bo kaj narobe res. Ne. Ja. Ampak smer gre v tej smeri, gre v smeri takošnjega ukrepanja, gre v smeri vzpodbujanja obiskovanja osnovne šole in vemo pa, da pojutrišnjem se lahko marsikaj še zmeraj zgodi. Ne. Vrtec, ki je bil pred 60 leti že pri vas, ali pa Romi, ki so pred 100-200 leti že resne posle delali v Prekmurju, so bili obrtniki, rokodelci, ne, medtem, ki so pri nas, mislim, imeli smo ime do leta, v stari, dokler je bila socialistična Jugoslavija, so te državne firme morale nekaj ljudi zaposliti, ne. Danes pa je to stvar liberalnega trga, ne. No in če počasi zaključimo, od vas bi res rada slišala eno lepo zgodbo za konec. Pa če začnem pri vas, gospa Horvat, vaša osebna pot je pravzaprav en izjemen primer, kako pomembno je izobraževanje, ne? Kako ste sami doživljali ta proces? Verjetno vam ni žal, da ste se odločili za pot, ki ste si jo izbrali. Ali je to vaša najlepša zgodba ali mi morda lahko zaupate še kakšno? Jaz sem prihajala iz družine, ki je vseeno, ne glede na to, da je bilo veliko nasilja, vrednota bila izobrazba in delo. Ker ne glede na to, kakšen je oče bil do nas, je vedno govoril, morate vse zaključiti izobrazbo, se zaposliti, nas je 5 sester. In jaz sem bila prva, ki je zapustila družinsko gnezdo. Niti 16 let nisem bila stara, ko sem pobegnila iz Hrvaške v Slovenijo. Niti 17 nisem bila stara, ko sem rodila in ni mi žal, da sem se odločila za ta korak, že zaradi tega, ker imam danes prekrasnega sina. Je že 30 let star in trenutno dela v Švici. Zelo malo ga vidim in vem, da se je splačalo. Moja pot pa je zagotovo bila večkrat poslana ne z rožicami, ampak s trnjem, ker sem morala preskakovati marsikatero oviro, tudi od znotraj same skupnosti, ker ko sem se jaz odločila za te korake, je njim bilo čudno, da jaz pri teh letih grem srednjo šolo zaključevati, ko je že sin v osnovni šoli bil, in sem rekla, bom probala, ker vem, da mi bo uspelo. Ne bi mi pa uspelo, če ne bi imela ob sebi določene ljudi. Ena izmed njih je tudi Rahela, ki mi je vedno bila kot nek veter v hrbet, in takrat, ko sem rekla, da ne bom zmogla, je rekla, pa boš, ti bomo pomagali. In jaz vedno rečem tako, Romom je treba dati možnost, vrata jim odpreti, ne takoj na podlagi tega, kdo so, kaj so, oceniti, da niso sposobni, ker Romi imajo zelo velik potencial, samo je treba ta potencial ven iz njih potegniti. In jaz vidim, kako se oni počutijo, recimo, ko so pri nas na Ljudski univerzi. Da oni, ko rabijo prakso, najprej pokličejo mene, Nataša, boš pomagala, če lahko pridemo na Ljudsko univerzo, ali pa če imaš kakega delodajalca. Vidim, kako je ženskam, ki so v socialni aktivaciji,
da mi zaupajo, ne samo meni, tudi ostalim mentoricam, take zadeve, take zaupljive zgodbe in da te ženske samo rabijo nekoga, ki jim bo prisluhnil in jim bo dajal moč, da jim dvigne samozavest in da same ugotovijo, česa so sposobne. Je pa res, da država je tukaj, da izpiše zakonodajo, je pa veliko odvisno od same lokalne skupnosti, zelo veliko odvisno od županov in tam, kjer so župani odprti in imajo interes, da se zadeve spremenijo, se bodo te stvari premaknile na boljše, tam pa, kjer tega ni in kjer ni volje že do same komunikacije, tam premikov ne bo. Tudi mene moti, da prelagamo odgovornost drug na drugega, ne? Ni prav. Gospa Kelenc, eno lepo zgodbo, prosim, katera se vam je v koliko letih dela z Romi? 22. 22 letih dela z Romi najbolj vtisnila v spomin, recimo. Pravzaprav ni zgodba iz okolja, delovnega okolja, je zgodba zato, ker sem, ne vem, jaz se nekako počutim že kot del skupnosti, ker sem zelo veliko tudi v zasebnem življenju, tako z Natašo kot njenim partnerjem, pa tudi z drugimi v naselju. Mi imamo v Lendavi prireditev Bograč Fest, vsako leto vsi kuhajo bograč, ne. In, Sem bila pred 3 leti. Ja, in ko sem jaz, Takrat sem Natašo spoznala. Ja, vem. Ko sem jaz sem začela sodelovati tudi pri kuhanju bograča s našo romsko skupnostjo. Vem, da je bilo proti koncu bograč je že bil skoraj skuhan in potem naenkrat vidim, ko so vsi začeli iskati posodo. Jaz rečem, zakaj pa? In so mi povedali zgodbo, da en dedek vsako leto pride k njim, zato ker eno leto, ko je prišel, ne, je prosil, če bi mu dali malo bograča za babico, ženo, ki je ležala doma, ker je nepokretna. In ta bograč so Romi tisto leto dali in vsako leto znova, pa seveda zraven še kruh, pecivo, vse, kar je bilo. In vsako leto znova, ko je dedek prišel, ga je že čakalo vse pripravljeno, da je lahko to odnesel babici. No, 2 leti nazaj pa dedka več ni bilo, ne. Torej se je nekaj zgodilo, ampak vsi pravijo, kakšen drug dedek, upam. Ampak vsi pravijo, ne, kakšni so Romi, ne, da so nesramni, da nikogar ne sprejmejo, pa napadalni, nasilni. To je zgodba, ki vse te stereotipe o Romih poruši, da praktično so pripravljeni sprejeti vsakega. Samo tudi mi moramo biti dovolj človeški. In jaz vem, ko sem začela hoditi v naselje različna, nisem imela varstva in sta moja otroka morala z mano hoditi, ker so delavnice bile popoldan, nisem ju imela kje zapustiti. Pa sem rekla, pa kaj ti se ne bojiš za svoja otroka? Jaz se bojim za svoja otroka, ko ju peljem iz naselja, ker vem, da tam se jima ne bo nič zgodilo. In to je, ne, to so te zgodbe, ki ogrejejo srce, to so velike zgodbe, ampak jih nihče ne vidi, ker so jih naredili Romi, ne. Mi imamo pa kot skupnost toliko predsodkov in stereotipov, ki niso utemeljeni, ker nihče pa skoraj nima izkušenj osebnih. Gospod Kek, lepa zgodba z Bom Dolenjske, povedal, lepo čeprav prosim. predem povem lepo zgodbo, ne, danes sem tudi, da v Novem mestu ljudje čutijo ogrožene zaradi raznih oblik kaznivih dejanj. Ja. Zdaj pa lepa zgodba. In organiziranega kriminala, tako. kjer pa niso samo Romi Ja. vključeni, tudi to je treba povedati. Tako, tudi droga mora od nekod prijeti, pa orožje. Tako je. Šel sem slučajno na koncert Lepe Brene, ker je moj prijatelj mu nekaj prozvočil, pa rekel, če grem z njim. In sva šla. In jaz sem lutal tam po dvorani in sem videl Boban Živojinović, mož od Lepe Brene, je vinar, v njihovem bifeju, sedi na zelo široko, vina ima gor na mizi, pa me je zanimalo to vino, sem šel za šank, sem rekel, se da en deci tega vina dobiti, koliko stane. Prav, ja, samo buteljko 40 €. To je preveč in za denar in za količine imamo prevelika. In sem gledal, če je kakšen tak, da bi ga poznal, ker so pa presedali Živojinoviću. Če je kakšen tak, da ga poznam, pa bi njemu rekel, ti daj meni zrihtel, meni deci probo, ne. Nič ni bilo, sem šel en krog, spet nič ni bilo. Grem tretjič. Gledam in pride do mene en fant, tako 30-40, prav, cigo, kam bi me dal? Ne, tako je bilo, prav, kam bi me dal? Seko, ne vem, prav, cigo. Seko, kaj cigo? Prav, jaz sem cigan Šentjerneja.
Ja, zdaj, ne zgledaš tako tipično za šentjernejskega cigana. Pravi, ja, zdaj sem v Ljubljani in je povedal, on je v osnovni šoli kazal znaka, da bi lahko bilo nekaj iz njega, ampak doma ga niso hoteli dati nikamor in ga je socialna pedagoginja, kateri je treba spomenik postaviti, odpeljala na lastno roko. Ne vem, če je kakšen zakon kršila, ampak to je naredila, ker je vedela, da je prav tako. Ga je odpeljala v Ljubljano, upisala v frizersko šolo, mu zrihtala internat in poba je tam ostal. Čez 3 mesece je oče prišel po njega, da ga bo domov odvlekel, so ga obstopili oni okrog, tam gojenci, so ga rešili, da je on tam ostal. Končal je šolo in danes ima lokal frizerski sred Ljubljane. In urejen in vse, in on je lahko vzornik tem raznim drugim stvarem. Ne? No, pa za zaključek, pa jaz še njemu povem, ti, glej, tam sem mislil ono vino od unga probat, pa 40 € buteljka, prav čakamo. Pa gre nekam, pa prije nazaj, pa mi kozarc vina prinese. Kje smo tu dobil? Medva z Bobanom se poznava, se kjerkrat srečava, pa to. To je lepa zgodba. Ja. Naj bo takšnih lepih zgodb čim več, naj nam upanje v luč na koncu tunela daje pot v neko lepšo prihodnost in jaz vedno pravim, vsak mora dodati en kamenček v ta mozaik. Ja, tudi z represijo, če ne gre drugače, ampak sistemske rešitve so pa tiste, ki bodo pripeljale morda enkrat do tega, da represije ne bo več potrebna. To pa je naša skupna odgovornost. Iskrena hvala vsem trem, želim vam veliko uspehov pri vašem delu še naprej, vam pa hvala, ker ste nas poslušali.